Podjetje je živ organizem, podobno kot vsak ostal organiziran sistem. Recimo športni tim. Kaj se pravzaprav lahko poslovno okolje nauči od športnega tima? Res, da so pravila tam veliko bolj enostavna, veliko bolj neposredna. Pa vendar, kaj nam lahko o vlogi posameznika, tima, kolektivne zavesti in o pomenu razvojnih ambicij trener naše uspešne košarkaške reprezentance, gospod Aleš Pipan? Kaj je po vašem mnenju pri oblikovanju reprezentance najpomembnejše? Kaj so tisti ključni vzvodi, da lahko nekdo stopi na najvišje stopničke? No, v bistvu je pač, po mojem, najpomembnejše, da se pač igralci odločijo sami pri sebi, da bodo za to reprezentanco igrali, da nekako se odločijo, da bodo svoje individualne cilje oziroma svoj ego podelili kolektivu in da bo pač v teh 50-60 dneh pripravljeni narediti vse za ta skupni cilj. Kajti vedeti moramo, da te reprezentanci, v naši reprezentanci je vse na prostovoljni bazi, igralci zapravljajo svoj prosti čas, ki bi ga lahko preživeli mogoče kje drugje za košarko, tako da res to je, mislim, da prvi korak, da razčistim jaz kot trener z njimi, ali si želijo sodelovati v reprezentanci ali ne. Torej, poleg zelo jasnega cilja, ki ste jim ga postavili, je za vas značilno, da ste uspeli vzpostaviti neko kolektivno zavest, kot ji rečejo številni novinarji in kar ste tudi sam nekajkrat izjavili. Kaj so tisti ključni elementi, s pomočjo katerih ste uspeli vzbuditi to kolektivno pripadnost, poleg teh osebnih, individualnih razgovorov, ki ste jih že omenili? No, v bistvu so fantje v bistvu sami spoznali, da pač, če so že tu, da je pomembno tudi, da vejo, zakaj so tu, oziroma da na koncu to njihovo delo prinaša neke rezultate in pravimo svoj čas, da ga ne bi zapravljali zastonj. In mislim, da je to, tega so držali oziroma to so spoznali in zato toliko večje veselje na koncu. A se lahko en tak dober tim sestavi brez odličnih posameznikov? No, mislim, da če govorimo o reprezentancah, reprezentanci so vedno najboljši možje, se pravi, so to samo po sebi odlični posamezniki, odlični igralci, vendar košarka je kolektivni šport in ni odvisno od enega posameznika, če ni kolektiv ta pravi, tudi rezultatov ni. Ko se pogovarjava, imam občutek, kot bi poslušala nek motivacijski trening za menedžerje, koordinacija, motivacija, usmerjanje, določanje ciljev. Ali ste kdaj razmišljali o novi karieri? Časopisi so vas že nekajkrat izvali? Ne, nisem razmišljal. V bistvu rad opravljam to svoje delo, rad opravljam tisto, kaj znam. Se pravi, celo življenje sem v košarki in tu mislim, da bom tudi nadaljeval. Vsekakor pa z vašimi tehnikami in pristopi bi bili več kot dobrodošli tudi v gospodarstvu. Ja, ne vem, mislim, da so tam vseeno drugi problemi. Ena stvar je voditi nek športni kolektiv, druga stvar je delati v podjetju, v firmi. Se pravi, pri nas je tu vse na prostovoljni bazi, nimamo trenerji nekih mehanizmov, ki bi se lahko fiksno prijeli, medtem ko v firmah sigurno imajo še ostale mehanizme. Najlepša hvala in veliko uspeha tudi naprej. Hvala lepa. Srečno. Hvala. A tu se delo ne konča. Poslovni ritem se nikoli ne ustavi. Vsak konec je samo izziv za začetek nečesa novega. In ne pozabite, vsakdo je lahko inovativen. Tudi vi. Verjamem, da je podjetje živ organizem. Verjamem, da ima vsako podjetje svoj ritem. Verjamem, da so spremembe način življenja in gonilo napredka. Vjerujem v moč človeka i skupine. Verjamem, da je dolžnost vsakega zaposlenega in menedžerja, da misli, ustvarja in napreduje. Verjamem, da si lahko podjetje samo definira svoje stranke in partnerje. Verjamem, da je vsakdo lahko inovativen. Verjamem, da si vsakdo v svojem bistvu želi biti koristen in uspešen. Verjamem v moč pozitivne energije.